Želite vedeti, kako sem prišel do tega trenutka? Vse se je začelo v moji sobi. Takrat sem končno zbral pogum, da pišem to pismo. Dobro jutro. Je pa dosti pošte danes, a? Manjka naslov. Kam moram to odnesti? Dunbar 28. Si gotov? Ja. No. Zakaj zmeri zafrknem? Že starši so mi govorili, da sem preveč sramežljiv. Takrat mi je samo še pošta preostala. Izvolite. Pismo sem poslal na zgrešen naslov. Ulica Dunbar 28. Ta naslov ni več dosegljiv. Pošto preusmerimo na novi naslov. Hvala. Hej, Žan! In prav tam sem slišal njen glas. Glavni razlog mojega pisma. Kaj delaš tu pri pošti? Iščem izgubljeno pismo. A te pomagam? Ni treba, si lahko sam. Saj grem tudi jaz po telepoti. Greva. A si v redu? Ena punca mi je všeč, sam sem preveč sramežljiv, da bi ji priznal. Se ne moraš bati. Živi se samo enkrat. Veš, Zoji, nekaj ti moram priznati. Končno! Prišli smo.
Kaj se dogaja? A ste slučajno dobili eno pismo? To pismo? Ja, seveda. Zakaj pa ne bi? V resnici... A si mi ga ti poslal? Ja, super, pa veš, koliko časa ne grem na sladoled. Kako si prijazen, imaš veliko srce. Ja, pa je simpatična tvoja prijateljica. Kaj pa, če pripeljemo tudi njo? Od tistega dne se zavedam, da ne smem biti preveč sramežljiv. Ne čakaj, da ti stvari same padajo z neba. Živi se samo enkrat.